Čas nas že malo preganja, zato moramo hitro iti na zadnjo predstavitev in sicer naslednji članek vloga akademskih knjižnic pri digitalni vključenosti raziskovalcev v manjših raziskovalnih okoljih je bil pripravljen s strani avtorjev Štefana Masiča in Maje Pušnik in prispevek bo predstavil gospod Štefan. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdravo, dober dan. Moje ime je Štefan, prihajam iz Univerzitetne knjižnice Maribor in danes vam bom predstavil ta članek, ta prispevek, kakšna je vloga akademskih knjižnic na splošno. Bolj bo poudarek seveda na našem delu, napram digitalni vključenosti raziskovalcev, predvsem v manjših raziskovalnih okoljih. Tako, najprej bomo podali nekaj ključnih pojmov. Tukaj jaz ne vidim, ne? Dobro, bom malo pošpeval, torej nekaj ključnih pojmov, potem bomo pogledali, kakšne storitve pravzaprav naša akademska knjižnica, Mariborska knjižnica nudi. Na to bomo predstavili tudi, na kak način smo sploh prišli do tega oziroma pripravili svoje produkte, svoje storitve. Ozrli smo se na različne modele in zaključil bom z dvema praktičnima primeroma. Neka mikročasovnica in pa vozlišče Dataverse. Ključni pojmi so nam znani, digitalna vključenost, Univerzitetna knjižnica je zelo odprt prostor, tako za nečlane kot za člane, v digitalnem smislu pa seveda dostopajo do elektronskih virov izključno člani, to pomeni študentje, raziskovalci, mentori, profesori. Mi pa bi seveda radi to razširili z pojmom odprte znanosti in pa konceptom upravljanja z raziskovalnimi podatki, to je ta proces, ki je precej kompleksen proces. In vidimo, da je teh znanj malo, tudi, bom rekel, zakonodaja se razširja, obveznosti prihajajo v sam kurikulum in to vam bom sedaj predstavil. Preden dobimo slajde, bi kar povedal, v okviru našega dela v Univerzitetni knjižnici pripravljamo oziroma imamo množico storitev za ta proces upravljanja z raziskovalnimi podatki, ponujamo različne delavnice oziroma seminarje in delavnice, torej ne samo teoretični del, tudi praktični del, imamo večtedenske delavnice podatkovnih baz, recimo za proces čiščenja podatkov imamo že imamo tukaj, imamo recimo delavnice OpenRefina, pripravljamo delavnice za analizo, to so za programsko opremo Python, prav tako pa ponujamo, imamo dober tim, pravni tim, ki se seveda ukvarja tudi z etičnimi standardi za razne potrebe raziskovanj. Seveda pa usposabljamo tudi ne samo raziskovalce, temveč tudi študente za potrebe samega citiranja, bibliografije, pomagamo raziskovalcem poiskati pravilne revije in izogniti se recimo predatorskim revijam in tako dalje. To je en tak cel nabor storitev. Izziv je pa seveda ta, da v manjših raziskovalnih okoljih vidimo, da je manko IT podpore, to pomeni nekatere inštitucije ali sploh nimajo IT-ja oziroma IT sektorja ali pa ta sektor večinoma operativno usmerjen. Zato ponujamo v Univerzitetni knjižnici tudi strojno opremo in pa programsko opremo za take inštitucije. Obenem pa imamo seveda idejo, da bi prenesli tudi naša znanja in povečali to podatkovno pismenost in informacijsko in pa podatkovno pismenost, ki se potrebuje v tem procesu upravljanja z raziskovalnimi podatki. Kako smo pripravili, bom rekel, naše delo, čisto preprosto. Najprej smo pogledali različne modele, ki so že na tržišču oziroma v svetu, raziskovalnem svetu že več let. Eden od takšnih modelov je ta piramidni model, ki ga je ustvaril avtor Lewis že pred mnogimi leti. Ta model poudarja predvsem ta operativni nivo
kaj lahko recimo narejene izključno za univerzitetne knjižnice, kaj lahko sama knjižnica, univerzitetna knjižnica ponudi trgu, ponudi svojim raziskovalcem v operativnem smislu. In ravno to je bilo naše vodilo, torej ne čakati na strateške impulze iz recimo države, kljub temu, da imamo dobro ekipo, ki deluje tudi na strateškem nivoju, to pomeni na državnem nivoju in pa meddržavnem nivoju, temveč ponuditi predvsem tisto, kar lahko sami naredimo z svojimi viri, z svojim znanjem. Drug model, ki smo ga uporabili, je tako imenovani RISE model, to je v bistvu model ocenitve trenutnega stanja v neki inštituciji, v našem primeru akademski knjižnici, ki ima več parametrov, to pomeni več področij, ocenjujemo, kakšno imamo strategijo, kam sploh želimo voditi, kakšna je tehnologija, s kakšno tehnologijo razpolagamo, ali obvladujemo pravne in etične okvire. Recimo v tehničnih disciplinah to mogoče ni pomembno, ampak recimo, ko pa pridemo na kakšne raziskave, ki vključuje ljudi ali kakorkoli, pa so to zelo pomembne stvari. In pa seveda, ali imamo usposobljene kadre v svojem okolju in ali ozaveščamo tudi ostale deležnike v tem procesu, recimo raziskovalce in njihove mentorje. To sta taka dva modela, seveda teh modelov je več. Prvega, tega Lewisovega smo že omenili. Meni osebno je eden najboljših modelov je ta UK Data Service, angleški model procesa upravljanja z raziskovalnimi podatki, ki ima 6 faz, kot bom pokazal, je zelo kompleksen, zelo vključujoč, večino stvari oziroma vse stvari podpira. So pa tudi drugi modeli, Queensland, recimo pa Digital Curation Center in pa seveda, ne smem pozabiti tega evropskega, ti okvir za razvoj storitev in kompetenc, ki je podoben kakor Lewisov model, deli storitve na operativne, taktične in pa strateške. Enega, ki ga še nismo omenili, to je Wyattov model, pa je v bistvu model, kako pripraviti te storitve. To pomeni, če potrebujemo recimo analitično podporo, na kak način pripraviti to storitev, ali pa če potrebujemo recimo etično podporo, na kak način te storitve pripraviti. To je ta model, UK Data Service, torej od planiranja, to pomeni, ta cikl se vrti v eni raziskavi od planiranja, torej izbiranja podatkov, čiščenja podatkov, procesiranja analize in do samega publiciranja. Odprta znanost, seveda, ideja odprte znanosti ni samo objava končnega produkta v smislu članka, publikacije ali pa recimo patenta, temveč tudi objave vseh podatkov, ki so privedli do rezultatov, pa ne samo podatkov, temveč tudi procesa. Na kak način smo zbirali podatke, kako smo jih zabeležili, kako smo jih verzionirali in tako dalje. To pomeni res kompleksen proces, ki pa seveda v manjših okoljih je lahko zelo, bom rekel, ni nujno, da ga lahko izvedemo, ali nimamo resurjev, ali nimamo storitev, ali nimamo znanja in tako dalje. Zato smo mi za manjše okolje nekako predvideli poseben pristop, ki nekatere faze, ki jih ne potrebujemo v raziskavi, enostavno preskočimo, zminimiziramo ta proces dela. To je en primer, ki smo ga preizkusili na večjih projektih, recimo to je en primer projekta Vesna film plakati. Enostavno smo šli v domoznanski, naš domoznanski oddelek, ki ima ogromno, bom rekel, bazen teh informacij, prosili za en primer, dali so nam ta primer teh tujejezičnih filmov, za katere so bili plakati v slovenščini natisnjeni, to pomeni tudi originale imamo v hiši, obdelali smo podatke, te podatke smo očistili, preprosto očistili, jih shranili v splošni repozitorij z enodo, vendar se nismo tukaj ustavili, želeli smo narediti tudi idejo samega institucionalnega repozitorija ali domenskega repozitorija, recimo domoznanskega repozitorija. Zato smo se odločili še za en projekt, pripravili smo, bom rekel, vzeli smo odprtokodno rešitev Dataverse, mislim, da je to iz Harvardske univerze, to pomeni, to je odprtokodna rešitev in jo integrirali na dveh vozliščih. Prvo vozlišče je na fakulteti FERI. Njegova ideja je seveda, da je to institucionalno vozlišče, lahko bi bilo tudi seveda na večjih drugih inštitucijah, in pa centralno vozlišče na naši knjižnici,
ki pa izvaja postopek žetve oziroma po angleško harvestinga, torej metapodatke, ki se zbirajo v institucionalnem vozlišču, prenese in jih publicira ali v druga vozlišča, ne, recimo bom rekel, v druge države ali pa enostavno omogoča iskanje teh podatkov tukaj. Torej, to je ta ideja, ne, ideja našega dela univerzitetne knjižnice je ta, da želimo prenesti naše informacije, naše znanja ter podatkovno opismeniti tako raziskovalce kot mentore za to paradigmo odprte znanosti. To pomeni za ob objavi rezultata kot članka, tudi objavi podatkov in pa procesa. In pa seveda prišli smo tudi na idejo, kako bi nekako v interakciji sodelovali z drugimi inštitucijami, ki vključujejo raziskovalce. Pripravili smo koncept prenove ali pa mehke prenove kurikuluma pri večjih predmetih na magistrskem in doktorskem študiju in ponujamo tudi same vsebine, to pomeni 10-15% obstoječih predmetov bi dopolnili, ne, torej tudi naredimo vsebino, tako da lahko v bistvu študentje že pred fazo raziskovanja pridobijo vse te podatke. In seveda, če bo to uspelo, če bo to sprejeto, bi to tudi postulirali potem tudi na druge inštitucije, recimo v okviru Univerze v Mariboru. Takšni postopki se izvajajo tudi z našimi partnerji, recimo na Univerzi na Dunaju, pa na Tehnični univerzi v Gradcu, pa recimo Tehnična univerza Eindhoven. Na tak način se probajo zmrežiti, to pomeni za svojim lastnim prispevkom, ne da čakajo neke strateške odločitve. In pa ta zadnja alineja, interdisciplinarno sodelovanje knjižnice, to pomeni, mi ponujamo sedaj inštituciji, če recimo nimajo svojega IT-ja, pripravo domenskega strežnika, ki lahko gosti na naših strežnikih in pokriva njihovo, recimo neko domensko področje. Torej, kot zaključek, knjižnica je bila vedno aktivna soustvarjalka digitalne vključenosti, oziroma to je tudi trend v zahodni Evropi, večinoma zahodna Evropa, in mi se želimo z našim delom, operativnim delom, torej s tem, da sami nekaj naredimo, nekaj doprinesemo, ne čakamo na strateške odločitve, ki bodo prišle, želimo že zdaj aktivno sodelovati v tem, predvsem pa v teh lokalno prilagojenih okoljih, ne, torej naš target niso raziskovalne skupine, ki so na ARIS-u bazirane, torej velike raziskovalne ali pa EOS projektih, ampak mali raziskovalci, ki so zgubljeni, recimo, mislim ne zgubljeni, ampak ki nimajo mogoče teh tehničnih in pa organizacijskih znanj. To je bilo vse. Najlepše hvala.